To, kar se dogaja v Sloveniji v teh dneh, se ne bi smelo dogajati. Goriva je dovolj, vendar vlada ni pravočasno poskrbela za to, da bi logistika delovala. Poraba je toliko večja, da trgovci očitno sami ne zmorejo. Vlada ima Svet za nacionalno varnost, kamor se vabi tudi opozicija. Nikoli ni bil sklican, sklicujejo ga za obrambo korupcije, ne pa za to, da bi zagotovili državljankam in državljanom normalno življenje. Ni prvič, da so v svetu vojne, ni prvič, da cene rastejo. Se je pa v Sloveniji zgodilo prvič, da sta dva ministra vlade z neprimernimi izjavami povzročila paniko, ki je nepotrebna. Kar danes želimo v javnosti tudi obvestiti vnaprej, da glede na trenutne razmere pričakujemo določeno povišanje cen tako dizla, kot posledično tudi kurilnega olja. Se bodo v ponedeljek v polnoči oziroma ponedeljka na torek cene dvignile. In reakcije, ki so se pojavile potem, so popolnoma neustrezne. Slovenija ima najbolj obdavčene naftne derivate v Evropi. Dalo bi se prej pripraviti neko drsečo shemo. Ni tukaj zgolj trošarina, so tudi druge dajatve. In pravočasno ukrepanje bi v celoti lahko preprečilo to paniko. Ni samo Slovenija, ne čuti samo Slovenija posledice vojne na Bližnjem vzhodu, tudi druge države, pa tam takšnega kaosa ni. Tako da edina razlika med njimi in nami je v tem, da imajo oni sposobne vlade, pri nas pa vlada zaključuje mandat s podobnimi katastrofami, s kakršnimi ga je začela. In ena od teh je tukaj zraven.